Vse vas še zadnjič v tom letu pozdravljam v imeni našega Gospoda Jezusa Kristusa. Dobrodošli na online bogoslužje ponovno na kanale Benkušne cerkve Nuskova. Upam, da ste vsi v redu, upam, da ste se vsi udobno namestili na svojih sedežih in imate pri sebi kakšno pijačo in pa kaj za grickati, kaj vam ne bi trebalo iti med bogoslužjem v kraj. Božja milost je, kaj smo se dočakali konca toga nenavadnega leta. Božja milost je, kaj še vedno lahko izvajamo bogoslužje vsaj na takšen način prek spleta. In jaz osebno sem Bogu hvaležen, kaj nam vsem daje moči in pa navdiha, kaj v teh časih ne godrnjamo in ne obupujemo. In rad bi, kaj se na kratko pogledamo kronologijo nusovskih bogoslužij toga leta. In na začetku toga leta smo kot cerkev dobili vrstico iz Hebrejcev 13. poglavje 1. vrstica. Vztrajajte v bratski ljubezni. Imeli smo različne teme in v tom preteklem letu smo kljub raznim oviram proučili več tematik iz Svetega pisma. Biti lojalen, zvest Bogu in cerkvi, Psalm 23, kako imeti odpreti duhovne oči, post, razodetje, sad duha, dela mesa, 10 božjih zapovedi, pismo Filipljanom. Imeli smo tudi različne lokacije bogoslužij, lahko povejmo, imeli smo jih tudi v cerkvi, na igrišči in pa prek interneta. Ker so pristojne oblasti omejile zbiranja zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, smo 11. marca imeli zadnje bogoslužje v cerkvenih prostorih in bili brez zbiranja do 6. maja. Do 28. junija smo se v cerkvi ponovno zbirali, vendar z maskami. Zatem smo 5 nedeljskih bogoslužij preselili na nogometno igrišče, kako sem že omenil, na Gornjih Slavečih. In med tem časom nas je med drugimi tudi na posebnem nedeljskem bogoslužju obiskal naš superintendent Daniel Grabar, ker je blagoslovo in uradno predal v uporabo obnovljeno, razširjeno in z akordi opremljeno pesmarico Radosti glas. Obnovljena pesmarica Radosti glas je poklon in zahvala našim prednikom ter obenem neprecenljivo darilo našim potomcem. Z avgustom smo se ponovno preselili nazaj v cerkvene prostore, ampak samo do 18. oktobra, da smo tudi začeli, kako zdaj imamo, z online bogoslužjem. V prvem valu pandemije smo cerkev z duhovno hrano oskrbovali s pastorjevimi sporočili, pridigami po maili. V drugem valu pandemije pa smo začeli z bogoslužjem po spletu živo iz cerkvene dvorane. Izpolnjevali smo vsa priporočila pristojnih državnih organov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Zato ste nas tudi videli pri izvajanju bogoslužij v družinskih zasedbah iz istega gospodinjstva. Bogoslužja so potekala, kako smo jih bili vajeni, kot takrat, da smo lahko prisostvovali v našem domu molitve. Torej v večjem delu smo besedo, kot tudi pesmi pripravili v našem prekmurskem maternem jeziku, saj nas tako razumejo vsi naši domači prekmurci, tudi naši zdomci in izseljeni po vseh kontinentih, ter seveda tudi naši prijatelji, porabski Slovenci. Kdo je le bilo možno izvedljivo, smo bogoslužje pripravili iz cerkvenih prostorov. Ponovili pa smo tudi arhivske posnetke cerkve, različnih koncertov, različnih prireditev, ampak škoda, kaj jih nemamo še več. Ne glede na to, ko smo se tudi še zdaj sredi pandemije, ostajamo trdni v Gospodi. Skupaj slavimo in častimo Boga s prekmurskimi pesmami, s slavilnimi pesmami, s poslušanjem in preučevanjem Božje besede. Letos smo naše cerkvene koledarje in drugo literaturo vsem družinam razvozili na domove, našim najmlajšim in pa našim najstarejšim pa smo tudi predali božična darila. Jaz osebno, lahko povem, pogrešam te čas slavljenja, ko smo ga imeli skupaj kot cerkev. Pogrešam čas veroka z našimi najmlajšimi, z mojo veročno skupino in pa poslušanje Božje besede v klopeh Nusovske cerkve. Mi smo v začetku leta ne mogli znati, kaj vse nas čaka, ampak kot cerkev smo dobili vrstico, ker nas je na vse to opozorila, ker nas je skozi dneve, skozi tedne in pa skozi mesece spominjala, ko naj vztrajamo
v pravoj bratski ljubezni. Ko se ne združimo, če glina daleč, skupaj v molitvi, v slavljenju Božjega imena. Kajti lažje nam je, če prinašamo eden drugega v molitvi pred Gospoda. In tako nas vse še naprej spodbujam, draga cerkev, vztrajajmo v bratski ljubezni. Gospod Bog, hvala ti. Hvala ti, ko si ti bil z nami skozi to celo leto, skozi to nenavadno leto. In Gospod Bog, hvala ti, ko smo kljub težkim okoliščinam leko imeli tvoja bogoslužja, Gospod Bog, ko smo leko poslušali od tvoje besede, ko smo leko popevali pesmi slavljenja, Gospod Bog, ko smo leko čutili tvoj dotik, ko smo leko bili blagoslovljeni skozi vsakše dejavnosti. In hvala ti, ko si nam ti dal vsakšo lokacijo, ko smo jo leko izkoristili, ko smo ponicali za blagoslov tvojega imena. In Gospod Bog, resnično tebi predajamo naprej to bogoslužje in pa tudi prihodnjo leto, Gospod Bog, ker se vse hitreje bliža, Gospod Bog. Tebi predajamo v roke in vrvljen, kamo šli mislijo dole. Amen. Zdaj pa bomo v nadaljevanje pogledali skupino, ker je letos živo nastopala samo 6-krat. Pogledali bomo posnetek 50-letnice orkestra, štere zdaj že praznuje 56-letnico. Borite blagoslovljene skozi pesmi, v melodijah in harmonijah vseh nastopajočih. Zraven zapopevljamo in seveda zašpilajmo vsakša družina. Draga mi Boge v slavo in čast tudi na tej silvestrski večer. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, spoštovana gospa Jurica Filkač, ki danes zastopa župana, ki je poslovno odsoten, da tako povem, in gospod Vogrinčič iz Cankovske občine. Dobrodošli vsi skupaj na slovesnosti o 50. jubileju orkestra Binkoštne cerkve Nuskova. Glasba je del našega življenja. Ob rojstvu otroka se ob glasbi poveselimo, dojenček zaspi ob petju svoje mamice, ko otroci odraščajo, jih glasbi spodbujajo starši,
Pri meni so moje dokaj hitro obupali in starši se poveselimo o petu in igranju naših otrok. In ko se poročamo, nas spremlja glasba. In ko umremo, bodo zapete žalostinke. Glasba ne le, da nas spremlja, ona nas oblikuje in ima močan vpliv na naše življenje in verjeli ali ne, tudi na zdravje. Zato je zelo pomembno, kakšno glasbo poslušamo ali jo ustvarjamo. Glasba je bila od Boga ustvarjena in zaslovljenje njega namenjena. Zato je glasba pomemben del bogoslužja v vseh veroizpovedih. Glasbeniki našega orkestra so si prav to nalogo zadali, da s svojimi inštrumenti slavijo vsemogočega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha. Slišali smo sklop pesmi harmonikarjev in harmonika kot slovenski narodni inštrument je zelo znana in nas velikokrat poveseli. Vse nastopajoče, ki smo jih videli, je v sklopu naše cerkve poučevala Nada in med njimi je bil njeni najstarejši učenec harmonike Simon in pa tudi njeni najmlajši, to je Tejo. Zbralo se jih je danes 5 prav za to slovesnost od 9, ki so se učili harmoniko. Naslednje 2 pesmi, ki bomo slišali v izvedbi starih brenkal, tamboric, bračev, mandolin in še drugih, pa med drugim tudi velikega basa. To je bila prva zvrst, način, kot so pred 50 leti igrali v naši cerkvi. Nekateri od glasbenikov dolga leta niso igrali, a so se zbrali poguma in prav za to slovesnost vzeli svoje inštrumente v roke, zvadili 2 pesmi in želijo Gospodu na slavo, vam pa v blagoslov zaigrati 2 pesmi. Vsa besedila skladb, ki jih bomo poslušali, bodo projecirana na platno. Tako da če komu zazdi, lahko poje ob igranju instrumentalistov. Prosil bi vas pa tudi za razumevanje, ker se bodo glasbeniki dokaj velikokrat menjali, da bo na odru zaradi tega prišlo do kar nekaj premikanja. Želim vam prijetno poslušanje.
Glasba. Glasba povezuje ljudi. Poslušamo jo ob različnih priložnostih kot razvedrilo, tolažbo in tudi za razveseljevanje. In kot smo slišali že prej, je namen oziroma cilj igranja Binkoštne cerkve Nuskova nekoliko drugačen, se razlikuje. Če pogledamo v Sveto pismo, lahko vidimo, da so že v starih časih ljudje z glasovi in inštrumenti proslavljali Boga. In k temu teži tudi orkester Binkoštne cerkve Nuskova. Z igranjem na svoje inštrumente želijo proslavljati svojega stvarnika, igrati in opevati Boga zaradi njegove brezpogojne ljubezni. Vse pesmi, ki jih bomo danes popoldan slišali, so zahvala Bogu za nam vsem izkazano milost.
Nekaj besed o zgodovini orkestra. Prvi zametki delovanja orkestra Binkošne cerkve Nuskova segajo celo v leto 1952, ko se je skupaj zbralo 16 nadobudnih instrumentalistov, ki so se svojim igranjem želeli zahvaljevati Bogu. Orkester je ostal skupaj vse do leta 1958, ko so se člani orkestra zaradi pojma s trebuhom za kruhom razšli. 6 let kasneje, leta 1954, se je današnjemu vodji, gospodu Benku Viktorju, porodilo zanimivo vprašanje, kako popestriti bogoslužja v Binkošni cerkvi Nuskova in jih narediti še bolj zanimiva. Bog mu je naložil na srce, naj stopi v akcijo organiziranja glasbenikov in naj jih ponovno združi v orkester, ki bo s svojim igranjem proslavljal Boga na bogoslužjih. Začetki so bili bolj enostavni, s tamburaškimi inštrumenti v enoglasju oziroma dvoglasju, s časom pa je to postalo bolj izpopolnjeno. Zato velja posebna zahvala gospe Nade Kiselak Vovri, ki je otroke poučevala, jih pošiljala v glasbene šole in to dela še danes. Poleg tega piše pesmi in note v več glasju in jih pripravi za vse tonalitete. V zadnjem času pa je s svojimi dobrimi idejami k aranžmajem pesmi prispevata tudi Lea Ropoša in Simon Kuzmič. V orkestru Binkošne cerkve Nuskova je do sedaj v 50 letih na 19 različnih inštrumentih igralo 56 oseb. Trenutno jih na slavo Bogu radostno skupaj z novim mladim valom, ki komaj čaka na polnopravno članstvo, igra 29. Kot vidimo, je med najmlajšim in najstarejšim kar velika razlika, a kljub temu dobro sodelujejo. Večina starejših članov orkestra je samoukov, mlajši pa so obiskovali oziroma obiskujejo glasbeno šolo. Orkester se lahko pohvali tudi z akademsko izobraženimi posamezniki. V upanju dobrega sodelovanja in božjega vodstva želi orkester to pomembno delo opravljati tudi v bodoče.
Orkester pripravlja aranžmaje in zaigra pesmi tudi o posebnih krščanskih praznikih, kot sta Velika noč in Božič. Naslednji sklop 3 pesmi, ki jih bo orkester zaigral, govori o za kristjane pomembnem prazniku Božiču, o veselju Jezusovega prihoda na svet.
naši sredini je tudi gospod magister Franc Kuzmič, ki je tudi predstojnik severovzhodnega okrožja Binkošne cerkve v Sloveniji in jaz ga prosil za par besed. Izvoli. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci tega koncerta. Umetnost je božji dar. Bog je dal tudi človeku ustvarjalnost, kreativnost. Zato ima človek, posebno še kristjan, glede umetnosti te zvrsti odgovornost, kajti biti moramo kot dobri oskrbniki božje milosti, kakor je zapisal Peter v svojem prvem pismu v 4. poglavju. Sicer pa je ves svet poln glasbe in človek jo uporablja v različne namene, v verske, politične in druge. Glasba je lahko zato za človeštvo blagoslov ali prekletstvo. Prekletstvo? Da. Če se na primer spomnimo pesmi Trüber Sonntag, zaradi katere je bilo čez 100 samomorov in potem bila prepovedana. Po mnenju zdravnikov Univerze Michigan naj bi tako trobila pomagala pri preganjavici, harfa pri histeriji, Händelova glasba pri srčnih slabostih, Schubertova dela pri nespečnosti in tako dalje. In kaj pravi Sveto pismo, Biblija o glasbi? V njem je glasba omenjena 839 krat, medtem ko, na primer, pekel samo 70 krat. Že v prvi Mojsovi knjigi, v začetku, torej v 4. poglavju 21. vrstici je zapisano, da je bil Jubal postal oče vseh godcev na citre in flauto. Torej Jubal je bil prvi glasbenik, oče glasbenikov. V izraelskem bogoslužju je kralj David vpeljal glasbo in zborovsko petje. David sam je bil glasbenik, pevec in pesnik. Prvi orkester je bil sestavljen iz 24 instrumentalistov. Orkester so sestavljale harfe, citre, bronaste cimbale in razne trobente. David je nato vpeljal v tempelsko bogoslužje 4000 levitov v petje in glasbo. To so bili profesionalci in delovali so od 30. leta starosti do 50. Pri posvetitvi tako imenovanega Salomonovega templja je sodeloval ogromen orkester, saj beremo, da je bilo na primer trobentačev kar 120. In to je bilo Bogu všeč in se je njegova slava, beremo, spustila na navzoče pri posvetitvi tega templja. In še to mogoče. V Salomonovem času je v tempelskem bogoslužju sodelovalo kar 12 dirigentov. Torej, kako velik pomen so dajali Izraelci tej zvrsti v bogoslužne namene. Novozavezna cerkev si sprva ni mogla privoščiti glasbe iz takšnega obsega iz več razlogov. Zadovoljiti se je morala le s petjem. In to je potem nekako veljalo več stoletij, ko so se pojavile po cerkvah orgle. Z nastajanjem tako imenovanih neoprotestantskih cerkva so v bogoslužju dobivali vse večjo vlogo in pomen tudi različni inštrumenti, sprva kitara, pozneje harmonika in nastajajo tudi orkestri. Pri tem jih je vodilo svetopisemsko vodilo: hvalite Boga v njegovem svetišču, hvalite ga z glasom roga, hvalite ga s harfo in citrami, hvalite ga z bobnom, strunami in flauto, hvalite ga na cimbale zvočne, hvalite ga na cimbale doneče. Vse, kar diha, naj hvali Boga. Aleluja. Tako beremo v zadnjem psalmu, 150. prvih 6 vrstic. Ali en psalm prej pravi: naj hvalijo njegovo ime, na boben in citre naj mu igrajo. In takšnih citatov, navedkov je zelo veliko v Svetem pismu, posebno v psalmih. Prvi takšen orkester v Prekmurju zasledimo konec 20. let na bogoslužjih v Fokovcih, kjer so imeli tamburaški orkester in bogoslužja popestrili s te vrste glasbo. Leta 1934, torej pred 80 leti, je začel delovati tamburaški orkester v Binkošni cerkvi v Vaščici. Ivan Perkič je kot mizar in dober muzikant izdelal več instrumentov in jih brezplačno podaril tamošnji cerkvi. In danes smo priče, vidimo in slišimo,
orkester Binkošne cerkve iz Nuskove, ki praznuje svoj polstoletni, torej 50-letnico jubilej, tako rekoč neprekinjenega delovanja. Ker kot smo zaslišali, prvi tamburaši so začeli igrati na bogoslužjih že leta 1952, ko je zbor vodil Slavko Alojz Gorišek, ki je tukaj prisoten. In kot je zapisano, igral je na vse inštrumente žične. Dober zborovodja. Potem pa ga življenjska pot zanesla v Veščico, kjer je potem tam nadaljeval in še sodeluje v orkestru tamburaškem. No, potem, kot smo slišali, pisali smo leto 1964, ko so tamburaši ponovno začutili potrebo in veselje in začeli z delom. Vodil jih je Viktor Benko, kot smo prav tudi slišali, vmes je bil na delu v tujini, na pomoč je priskočil tudi Joško Kutuša iz Veščice in še kdo. Veliko si v zadnjih letih je prizadevala tudi Nada Kiselak, tako za organizacijo, kakor tudi za aranžmanje. In še danes. Po vrnitvi iz tujine je Viktor Benko ponovno prevzel krmilo tega zbora. Zbor je poleg nastopov v domači cerkvi nastopal prav tako drugod. Veseli smo, da se pojavljajo prav tako mladi glasbeniki, že deluje uspešno orkester mladih Mana. Sloviti dramatik William Shakespeare je dejal: človek, ki nima v sebi glasbe in ga zvoki ne ganejo, ta je nagnjen k stranpotem in pokvarjenosti. Hrvaški književnik Miroslav Krleža pa: glasba je lirska pajčevina med srcem in možgani. In spomnimo se, kaj je del Bern. Življenje bi bilo večna krvavitev, če ne bi bilo glasbe. Ta nam daje, kar nas narava prikrajša. Zlato dobo, ki ne rjavi. Pomlad, ki ne usiha, srečo brez oblakov, večno mladost. Če tako glasba, ki je posvetna, osrečuje človeka, koliko bolj potem krščanska iskrena glasba, ki prihaja iz srca, služi v blagoslov ljudem in v slavo in čas Bogu. Tako, toliko. Mislim, da je vseh naš želja, da vas Bog še naprej blagoslavlja, da boste služili ljudem v blagoslov, Bogu pa v slavo in čast. Hvala.
Hvala boj Bogi za vse je bil naslov prejšnje pesmi, ki smo jo slišali. In kot orkester se zahvaljujemo tudi za vsestransko podporo občini Rogaševci. In med nami je, kot sem že prej povedal, gospa Jožica Fujkaš, ki nadomešča našega župana in jo prosim za par besed. Dragi člani orkestra Binkošne cerkve v Nuskovi. Spet ste nam popestrili ta današnji nedeljski popoldne, nekako razblinili oblake, ki so se danes pojavili nad našim krajem. To ste napravili že večkrat. No, dolžna sem opravičiti gospoda župana, ker je na drugih obveznostih. Bi vam pa povedala naslednje. Pesem, ki nas nekako spremlja, je tista, ki nas oživi. Je tista, ki v nas vzbudi marsikatero čustvo. Je tista, ki nas popelje z svojimi spomini nazaj. Tja, kjer smo mogoče nekoč preživeli takšne ali drugačne trenutke, lepe ali manj lepe in pa tudi žalostne. In prav te stvari vzbujate v nas, vi, dragi, kot sem že prej rekla, oziroma slišala, šolani pevci, kajti verjetno to ne nastane pod rokami kakšnih laikov ali pa takšnih, ki so se kar tako malce zbrali, kje v nedeljo popoldne ali pa ob kakšnih večerih. Jaz vam nekako izrekam še naprej mnogo uspehov, ampak ti vaši uspehi verjetno niso tisti, ki bi združevali takšne različne generacije. Lahko smo slišali in pa tudi vidimo, pa večkrat jaz zelo rada obiskujem te vaše koncerte, da ste nekako tukaj združeni vsi, od tistih najmanjših pa tudi do tistih najstarejših. In kako to uspeva? To ne uspeva verjetno kar tako. Tukaj morajo biti poti jasno začrtane. Kot radi v pedagoškem jeziku pravimo, tukaj mora biti neki red in prav tukaj pri vas se ta red opazi in ta red je ravno pri vas tudi viden. Abrahama doseči kar tako ni lahko in ob tem vašem jubileju vam jaz čestitam in s to vašo resnostjo, s temi vašimi pravimi načeli boste dočakali verjetno še nekaj takšnih Abrahamov. Hvala lepa, da nas tako razvajate in nas tako duhovno bogatite. Jaz bi rada predala tale skromni šopek vsakemu, ampak sedaj pa vseeno, ker imam le enega, prosim nekoga, če ga lahko prevzame. Med nami je tudi naš prijatelj in župan občine Cankova. Prosim tudi vas za par besed. Tukaj postaja naprej malo tesno, ampak bom mikrofon postavil bolj bliže ljudem. Spoštovane dame in gospodje, dragi prijatelji, spoštovani gospod magister Kuzmič, pastor Binkošne cerkve Nuskova, gospod Franc Vojre, dragi otroci. Vidite, da se mi glas stresa, ker vedno znova, ko pridem med vas in ko poslušam vaše pesmi,
in se udeležujem vaših bogoslužij, božate mojo dušo in moje srce. In srčno verjamem in vem, da 50 let, to, kar je povedal Gospod, da je to tudi bila Božja milost, ki vas je zdrževala in da lahko danes ponosno in hvaležno z tega odra zopet pojete, božate naše duše in slavite Gospoda. Kajte glasba je tisti inštrument, kar je bilo že danes povedano, ki senzibilizira naše duše, vas, ki imate talente, in kako čudovito, in tudi jaz, ki vedno znova priznavam, da nisem talentiran za glasbo, kako čudovito, ko vidim različne generacije, od otrok do starejših, z različnimi inštrumenti in tako čudovito božate naša srca in slavite Gospoda. Verjamem in vem, da boste tako tudi nadaljevali. In ker je bilo danes tako veliko lepega povedano in tako veliko lepega slišano, bom jaz povedal samo tole. V imenu občine Cankova in svoje imenu vam iskreno čestitam za 50-letnico za Abrahama. In verjamem in upam in želim, da boste dosegli par Abrahamov. Naj se do sodnega dneva z Binkošne cerkve Nuskova sliši vesela in lepa glasba in slavljenje Gospoda. Hvala lepa. Zahvaljujemo se gospodu Vogrinčiču, županu občine Cankova, za slišane besede. 50 let, za nekatere malo, za nekatere veliko. Leta 1964 se je kot mladenič Viktor Benko v ranih 20 letih odzval klicu Boga in organiziral glasbenike v orkester Binkošne cerkve Nuskova. Vsa ta leta je kljub težavam, s katerimi se je srečeval, vztrajal v delu vodje orkestra Binkošne cerkve Nuskova. Iz leta v leto je vztrajal, pisal pesmi, igral na različne inštrumente, spodbujal mlade, hodil na vaje in tako naprej. Vsako nedeljo je prihajal in še vedno prihaja 15 minut pred začetkom bogoslužja, da bi uglasil inštrumente. Če to skupaj seštejemo v teh letih, se nabere 600 ur, ki jih je žrtvoval, oziroma 25 polnih dni samo za uglasitev inštrumentov. Vendar mu to ni bilo težko, saj se je zavedal, da s tem, kar dela, služi Bogu in slavi in časti svojega očeta, ki mu je izkazal milost. V orkester je vlagal mnogo truda in zanj tudi neprenehoma molil. Kot pravi vodja, pa ima pri sebi vedno tudi kovček z rezervnimi deli, da lahko inštrumente poservisira. Dragi Viktor, ob tej priložnosti se vam želi orkester Binkošne cerkve Nuskova in njegovi člani s simboličnim darilom, dirigentsko palico, zahvaliti za ves trud in vaše požrtvovalno in predano delo, ki ste ga vseh teh 50 letih vlagali v razvoj in tudi postoj orkestra Binkošne cerkve Nuskova. Iz srca hvala. Ja. Darilo pa mu je izročil Karel Kuzmič, edini instrumentalist, ki je ob gospodu Benkoju stal in obstal vseh 50 let. Hvala. Spoštovane poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za vašo pozornost, za vaše vztrajno poslušanje in za zadnjo pesmijo se želimo od vas posloviti kot nastopajoči in vas povabiti k prijetnemu klepetu o pecivu, kavi ali čaju, in ki je ob izhodu za vas pripravljeno. Zadnja pesem združuje vse generacije orkestra, od najmlajših vse tja do najstarejših. Pesem govori o večnosti in upanju, ki ga imamo v Gospodu Jezusu Kristusu. Hvala za vašo pozornost.
koncu tega zadnjega bogoslužja v letu 2020 se vam vsem zahvaljujem za potrpežljivost, za vse molitve in pa podporne besede in pa se zahvaljujem vsem sodelujočim pri izvedbi in pa organizaciji bogoslužij na vse načine. Vsem želim Božji blagoslov v preostanki tega leta in pa, da bi vsi stopili v novo leto z popolnim zaupanjem v vodstvo našega odrešenika Jezusa Kristusa. Božji blagoslov.